Will you put your hands down? Put your hands up, play! Marko, živo pozdravljen, tokrat iz oči v oči, nama ni treba snemati preko spleta in imamo lahko zato verjetno malo bolj pestro, razgibano debato. Kako si? Odlično, hvala Matej, da si me povabil spet k snemanju podcasta in pozdrav vsem poslušalcem. Upam, da bo tudi ta podcast zanimiv za njih. Mislim, da bo, ne dvomim v to, da bo zanimiv, namreč tema bo tokrat bitka za novinca leta. Malce bo spregovorila tudi o vseh izvrstnih novincih letošnje sezone. Gre namreč za enega izmed najboljših rookie razredov, naborov v zadnjih 15-20, morda 30 letih. O tem bova spregovorila, kam lahko v ta zgodovinski kontekst umestimo tale zadnji nabor. Bilo je namreč v zgodovini NBA lige seveda nekaj izjemnih naborov in se kaj lahko zgodi, da bo ta nekoč, recimo čez 10-15 let, povsem pri vrhu, če bodo seveda vsi te odlični igralci izpolnili potencial, ki ga kažejo že sedaj v svojih rookie sezonah. Namreč v zadnjih 30 letih ni še noben nabor, razred nabornikov dosegal toliko točk kot letošnji. Če seveda seštejemo vse točke, ki jih dosegajo naborniki na zadnjem naboru, še posebej, če gledamo prvih 10 in točke, ki jih prvih 10 dosega, je to res skoraj da brez precedensa v zadnjem obdobju. V zadnjem desetletju, 2, 3 celo. Mislim, da imaš prav, Matej. Kar nekaj draftov v preteklosti je imelo 3-4 igralci po vrhu, ki so res odlični, ampak tako globokega drafta, takšnega drafta, ki ima prvih 10-15 igralcev, ki so tako dobri in med njim skoraj nobenega basta, je kar težko najti v zadnjih 20-30 letih. In to bo iztočna tema te debate, tudi bitka za novinca leta za Traejem Youngom, o tistih najboljših novincih bova več spregovorila. Preden pa začneva, bi pa samo na hitro pozval vse naše poslušalce, če lahko seveda všečkajo tale posnetek na YouTubu, se naročijo na naš Sportinfo.si YouTube kanal. Vsak všeček in vsaka naročnina nam seveda močno pomaga in seveda, če lahko isto storite tudi na naših SoundCloud in iTunes platformah, če nas seveda tam poslušate, tudi kakšen komentar nam lahko pustite in veseli me seveda, mislim, da tudi tebe in celotno ekipo to, da pač tisti najbolj pogosta kritika, pogost komentar je seveda ta, da nismo dovolj redni in težko je seveda obljubljati, ker nikoli ne veš, kako boš s prostim časom, ampak upamo, da bomo lahko kdaj bo redni, ne bom pa nič obljubljal, ker potem je ta kritika še malce bolj izrazita, če nismo seveda pa dovolj tudi upravičena, ne? Tudi upravičena, nobenega dvoma o tem, ampak dajva zdaj kar začeti s to temo. Bi pa samo na hitro opozoril še, da sem z Blažem Bertalaničem že posnel podcast na temo slovenske reprezentance, zadnjih kvalifikacij in pa prihodnosti, kako bo izgledalo v prihodnosti, kdaj, če se bomo spet borili za medaljo, na katerem prvenstvu in v kakšni postavi. Vse to so bile zanimive teme, tako da ta podcast bo pa objavljen v prihodnjih dneh, kmalu tudi ga ne spreglejte. Tako, Marko, zdaj pa kar greva na to najino današnjo temo in kot sem dejal, izhodiščnih točk je ogromno, pa začniva zdajle s tem zadnjim draftom, kot sem dejal v uvodu, morda eden najboljših v zadnjih desetletjih. Namreč, ko govorimo o tistih zgodovinsko dobrih draftih, ki so ne samo zaznamovali, ampak celo spremenili ligo, je bilo nekaj draftov res neverjetnih. Tisti najboljši vseh časov, mislim, da je brez dvoma seveda draft nabor leta 1984, ko so v ligo prišli Michael Jordan, John Stockton, Charles Barkley, Hakeem Olajuwon in potem še nekaj malce manj znanih imen, ampak vseeno igralcev, ki so v karierah dosegli ogromno. Otis Thorpe, Sam Perkins, Kevin Willis, Michael Cage, Jerome Kersey, tudi znani igralci, pa seveda Alvin Robertson. Ampak tista 4 imena, Michael Jordan, Stockton, Charles Barkley in Hakeem Olajuwon, to so pa igralci, ki na svojih položajih sodijo med najboljše 3 vseh časov. Morda to ne velja samo za Charlesa Barkleyja, za Michaela Jordana, Stocktona
in Hakima Olajuwona, pa brez dvoma Michael Jordan je seveda najboljši igralec vseh časov, John Stockton top 3 play vseh časov. Matej, nekateri Stocktona tudi postavljajo pred Magic Johnsona kot prvega pleja, ne? Tudi, ampak govorim, tukaj so lahko neke polemike, mislim, da... Ok, to je res, ampak Jordan sam je recimo tudi za Olajuwona rekel, da se mu zdi najboljši center vseh časov, ne? Tako, in Hakim Olajuwon je brez dvoma po vseh objektivnih kazalcih top 3 center vseh časov, tukaj ni nobene debate, lahko pa seveda debatiraš, 1, 2, 3. Nekateri bi rekli tudi, da pri Michaelu Jordanu morda imamo lahko debato z LeBronom Jamesom, predvsem seveda mlajši ljubitelji košarke, mlajša generacija. Pogosto opažam pri debatah, je ta nekje razcep med generacijami, da tista mlajša generacija, recimo košarkarski navdušenci, bi rekel recimo pod 40 let verjetno bolj preferirajo LeBrona, nad 40 let pa bolj preferirajo Michaela Jordana, nekako tako pavšalno. In zanima me, kako bo čez 20 let, ko bodo sedanji 10-letniki, 15-letniki rekli, a je bil Dončić boljši od LeBrona, ali ne? ja, tako se bo... Tako se menjujejo generacije. Ja. Tako je, to je tista zanimiva debata, ki jo bo seveda imela, namreč brez dvoma lahko trdimo, da ima Luka v svoji rookie sezoni boljšo statistiko kot LeBron. Tukaj ni nobenega dvoma, če bo pa boljši tudi... seveda v prihodnosti, v naslednjih sezonah, bomo pa še videli, namreč tisto, kar je pri LeBronu seveda ključno, v svoji rookie sezoni je imel primerljivo statistiko z Luko, oziroma celo nekaj slabšo, malce slabšo, vendar potem v svoji drugi sezoni je pa LeBron že naredil tisti, kot bi se reklo, superstar preskok in dosegal 27 točk, 8 skokov, 8 podaj, tako da Luka bi moral naslednjo sezono, da bi seveda naredil podoben preskok, že spet dosegati 27, 28 točk na tekmo in to bomo še videli, če mu bo uspel ta preskok, ki je uspel potem LeBronu, ki ga je dvignil seveda na tisti superstar nivo, ne samo na nivo recimo temu all-star igralca, ampak na nivo superstar igralca. Ampak vrnimo se nazaj k draftom, dejala sva, 84 mislim, da se ne more primerjati in zelo težko bo ta draft kdo prekosil, namreč sam Michael Jordan je že tako dober igralec, da bi morali res, ne vem, 3-4 igralci biti v osnovi že vsaj Hall of Famerji, zato da bi samo recimo se izenačili z dosežki Michaela Jordana. Podobno verjetno velja tudi za LeBrona Jamesa, ampak mislim, da ta kriterij še vedno ni tako visok. Govorimo samo o tistih osnovnih dosežkih in seveda prstanih, tudi 6-krat prvak, 600 čest v finalih, 600 čest MVP finala, tako da to so stvari, ki so skoraj da neponovljive. Ja, v LeBronu je bil draftan še Dwayne Wade, za katerega ne moremo reči, da ne boljši na svoji poziciji, verjetno je recimo top 5, ne? Pa Carmelo Anthony, ki je zdaj mogoče že malo žalostno končal, noben ga noče podpisati, ampak je imel tudi dobro kariero. Ne vem, mogoče kot najboljši draft, recimo je LeBronov draft celo 3. po vrsti, ne? Tako, ker namreč tale draft leta 96 bi verjetno na lestvici najboljših draftov bil pred tem 2003. Zdaj, poslušajte imena, če morda niste prepričani v to. Na tem draftu so bili izbrani Kobe Bryant, Ray Allen, Steve Nash, Allen Iverson, Peja Stojaković. To so tista imena, ki so vsi po vrsti Hall of Famerji, torej 5 Hall of Famerjev. Potem pa še tudi znani in dobri igralci, Stephon Marbury, seveda Sharif Abdur-Rahim, Marcus Camby, tudi Zydrunas Ilgauskas je naredil dobro kariero, prav tako Jermaine O'Neal, Derek Fisher, večkratni prvak, in pa Eric Dampier, tudi recimo ime, ki ga nekateri morda poznajo. Tako da v vsakem primeru dober draft, potem pa verjetno že pride tisti 2003, čeprav nekateri še vedno omenjajo draft 85, pred tem 2003 na hitro, takrat so bili izbrani Karl Malone, Patrick Ewing, Terry Porter, Detlef Schrempf, Chris Mullin, tudi Hall of Famer, All-Star, All-NBA igralec, Joe Dumars, prav tako Charles Oakley, Oak, legenda Knicksov, predtem tudi Bullsov, z Bullsi, z Jordanom je igral na začetku kariere.
zanimiva imena, ampak ne bi rekel, da je ta draft boljši od 2003. 2003 smo že večkrat povedali. LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade in pa Chris Bosh. Tudi še nekaj zanimivih imen, recimo David West je bil v karieri All-Star, Kyle Korver je bil takrat izbran tudi All-Star v karieri. Kirk Heinrich, tudi nekateri pozabljajo, je bil enkrat All-Star v karieri. Oziroma, ni bil All-Star, sedaj gledam. Igral je pa za ameriško reprezentanco na olimpijskih igrah 2008, zato sem mislil, da je morda bil tudi tisto sezono, ko je imel dobro sezono, tudi All-Star, ampak v vsakem primeru dober igralec. Če se prebiješ v ameriško reprezentanco, si v vsakem primeru dober igralec. Tudi Žaža Pačulija, Boris Diaw sta bila recimo izbrana na tem draftu 2003. Gre torej za res izjemen draft in jaz bi ga dal med 3 najboljše vseh časov. Zdaj, lahko debatiramo, ali je bil draft s Kobijem, Rayom Allenom, Nashem, Allenom Iversonom, Peđo Stojakovićem boljši. Zagotovo je bil ta z Jordanom, Stocktonom, Barkleyjem, Hakimom Olajuwonom boljši. To so 4 imena, ki top 15 igralci vseh časov, a je Barkley top 15? Verjetno ne. Top 20, jaz mislim, da ne. Top 20 bi znal biti. Pa verjetno vseh časov. 4 je med top 20 vseh časov, vključno z tistim, ki je na prvem mestu, vsaj še zaenkrat mora biti na prvem mestu vseh časov. Če bo, nikoli ne vem, če LeBron zdaj z Lakersi usvoji še 2-3 naslove, pol so vse tiste statistike, ko gledaš podaje, skoke, dolžino kariere, bo verjetno ta debata, pa recimo, da se zgodi, da bi bil kdaj še MVP finala, čeprav jaz dvomim, zdaj, ko gledamo vse te težave, to so debate za kdaj drugič, če mu to uspe, ampak če bi moja mama imela jajca, bi bila moj foter. V tem smislu. To je velik česel in če se to zgodi, bi lahko morda še debatirali, ampak mislim, da drugače pa dosežkov Michaela Jordana, tudi ko govorimo eno je seveda mnenje navijačev, drugo je mnenje recimo stroke, mislim, da je ta še vedno močno na strani Michaela Jordana. Ko poslušaš, bereš, gledaš kakšne debate med novinarji, igralci, čeprav vedno je tisto, kar sem na začetku rekel, ta generacijski precep je mal, no? Igralci starejše generacije, na eni strani igralci mlajše generacije, na drugi. Ja, sigurno vpliva na mnenje tudi to, če si igralca gledal ali pa ne. Veš, tisti, ki gleda Jordana, pa spremlja večino njegove kariere, vsaj takrat, ko je osvajal naslove, ne more zdaj reči, da je slabši od LeBrona. Ne, nedvomno ne moreš reči, da je slabši od LeBrona. In že spet, jaz dokončnih ocen, dokler igralec ne konča kariere, ne moremo delati. LeBron po vsakem neuspehu v finalu LeBrona so tiste debate, dobro, a je zdaj že dokončno izpadel iz GOAT debate, greatest of all time debate, s tem, ko je pač izgubil. Ampak na drugi strani se pa tokrat v finale kot LeBron zapored Jordan ni uvrstil. Tako da toliko zaporednih nastopov v finali s tako, recimo temu, tudi slabimi ekipami je vendarle tudi nek določen uspeh. In še ena stvar je, Jordan v karieri nikoli se ni spoprijel v finalu s tako ekipo, kot so Golden State Warriorsi. Res je, ja. S tako ekipo Jordan ni igral, imel je odlične nasprotnike, ampak tako dobre ekipe pa ni imel. To je pa verjetno top 3 ekipa vseh časov. Verjetno druga najboljša, ravno za Jordanovimi Bullsi, 96 Bullsi, če se ne motim. Jaz sem se pogovarjal z bratrancem, ki je velik oboževalec takratnih Bullsov. To, kot se je Durant pridružil Golden Stateu, je podobno, kot bi se Charles Barkley pa Hakim Olajuwon pridružil takratnemu, pa Karl Malone pridružil takratnim Bullsom. Na vrhuncu kariere, tako. In take ekipe, tako močne ekipe, to so bile že debate, ki smo imeli in tukaj mislim, da tudi ni treba zgubljati časa, tako močne ekipe, kot je Golden State Warriors, verjetno v zgodovini košarke toliko dobrih igralcev v eni ekipi na kupu ni bilo. Tako da tudi to je nek argument, ki ga je treba upoštevati. Ampak pojmo pa zdaj na tale zadnji draft, 2018 draft, zakaj seveda trdimo oziroma zakaj razmišljamo, da bi ta draft morda nekoč se lahko primerjal s temi, ki so jih zdaj omenjala, se uvrstil tam nekoč, kar seveda pomeni, da predvidevamo, da bodo 3, 4, morda celo 5 igralcev iz tega drafta na koncu kariere bilo sprejeto v Hall of Fame, košarkarsko hišo slavnih, kar je seveda mesto rezervirano za tiste najboljše, največje legende, ki jim je v karierah uspelo največ. V vsakem primeru
vsaj 3 ali 4 iz tega drafta bi morali postati Hall of Famerji, da bi se primerjali s tem. In treba je priznati, da zdaj na začetku, ko gledamo rookie sezone, ko jih primerjamo z rookie sezonami legend, ki sva jih do sedaj omenjala, je kar nekaj igralcev na dobri poti. Ima ta draft svojega potencialnega Lebrona v navednicah, če rečem seveda z Dončićem, mnogo opažam, pogosto tudi na naših omrežjih, Sportinfosi, Twitterju, NBA Slovenija, Facebooku, čim omeniš recimo Lebrona in Luko v istem stavku, rečeš, da je Luka objektivno v tej sezoni boljši, ima seveda Lebron svoje fane, ki se hitro, dajte, no, to se pa preveč pristanski. Ne govorimo to samo mi, vsak, ki je objektiven, ki pogleda številke, pogleda uspeh ekipe, lahko vidi, da je Luka v tej sezoni boljši, kot je bil Lebron v svoji rookie sezoni. Ja, in ne pozabimo, da je Luka za svojo statistiko porabil približno koliko enih 5-6 minut manj na tekmo kot Lebron, ne? Še več, Lebron je svojo rookie sezono igral skoraj da 40 minut na tekmo, Luka je tam nekje pri 32 minutah na tekmo, tako da je konkretno več časa igral in kljub temu imel malce slabšo statistiko. In če seveda potem primerjamo njuno statistiko, ekstrapoliramo na 36 minut in potem primerjamo, koliko oba igralca dosegata na 36 minut igre, je seveda Luka še precej više od Lebrona. Ampak ima ta draft ne samo svojega potencialnega Lebrona, potencialnega tako imenovanega generational playerja, transcendent playerja, transcendentnega igralca, generacijskega igralca. To so tisti termini, ki jih ponavadi rezerviramo za tiste unikatne talente, ki izstopajo v posameznem draftu in ki imajo ta že omenjeni GOAT potencial, greatest of all time potencial. Jaz sicer ne bi rekel, da vidim še pri kom drugem kot pri Luki ta potencial, ampak ima pa še nekaj igralcev poleg Luke, All-Star, All-NBA potencial, torej možnost, da se uvrstijo med 15 najboljših igralcev lige, ali pa med, seveda, če govorimo o All-Starih, to je tam 24 najboljših igralcev recimo. In če gledamo imena, seveda, Luka Dončić, Trae Young, DeAndre Ayton, Marvin Bagley, Jaren Jackson so verjetno tista najbolj izpostavljena imena, ampak tudi recimo ostala imena, Kevin Knox, Colin Sexton, Gilles Alexander iz Clippersov, Wendell Carter Jr. iz Bullsov in kakšna manj znana imena, recimo tudi kakšni izbori v drugem krogu drafta. Kevin Huerter, recimo iz Atlante, tudi v prvem krogu še izbran, ampak Kuruc iz Brooklyna preseneča, Latvijec, Latvija bo še močna, imajo kar nekaj zanimivih talentov, mladih igralcev in ta Kuruc je še eden, ki bo verjetno v prihodnosti, če bo igral za njihovo reprezentanco, se boste z Luko verjetno na reprezentančnem nivoju še dostkrat pogledala. Michael Bridges, ki igra v Phoenixu, je imel dobre tekme. Jalen Brunson, ki ga seveda navijači tudi dobro poznajo iz Dallasa, ob temu, da je bil recimo izbran kot 33. šele v drugem krogu nabora, igra res odlično, se vidi, da gre odlično. Še vedno ni dovolj konstanten, ima velika nihanja, vidimo, ima tekme, kjer je čist neopazen, ima pomanjkljivosti v igri, ki so normalno, ampak za rukija, za novinca, ki je prišel prvič in bil izbran tako nizko, igra odlično. Predvsem mi je všeč to, da je sprejel svojo vlogo druge violine ob Dončiću, kar Dennis Smith ni mogel. In v bistvu, ko se Dončić usede na klop ali pa ko prepusti kakšen napad Brunsonu, zna ta zelo dobro ali zaključiti ali organizirati napad. Pozabili smo še Mitchella Robinsona, ki v zadnjem času v New Yorku igra tako dobro. Zadnjič je rekel, to tekmo bom 6 blokad dosegel. Obrambni center. In točno 6 blokad. Ne? Zgleda tako, ko bi rekel, kot nek drug prihod Dikembe Mutombota mogoče. Mutombo je, mislim, eden izmed najboljših obrambnih centrov vseh časov. V vsakem primeru so to res tiste visoko leteče primerjave. Tudi, mislim, da že omenil Alonza Trierja, nedraftani igralec, ki sploh ni bil draftan letos, pa recimo dosega pri New York Knicksih v 22 minutah skoraj da 11 točk na tekmo, 46% met iz igre, 39 za 3 skoke, 2 podaji. Mislim, za rukija je to res
zdaj so nas te Rookie najboljši v letošnjem naboru razvadili s temi res all-star številkami, ampak za Rookija, če primerjamo z ostalimi drafti, recimo tisto sezono, ko je bil ko je bil Brogdon, ko sta bila glavna kandidata za Rookija leta 3-4 leta nazaj, Šarić in Brogdon, bi bila taka statistika, recimo Trirja, kot sem dejal, 11 točk, zelo dobri procenti, 3 skoki, 2 podaji, bi bil kandidat za novinca leta, resen kandidat. Ampak seveda letos, ko imamo Dončića, ko imamo Younga, tudi Aytona, tudi Bagleyja, tudi Jarena Jacksona, to je verjetno 5 najboljših imen, najbolj izpostavljenih imen tega drafta, in ko pogledamo njihove številke, seveda, to so igralci, ki pa že igrajo na all-star nivoju, oziroma s takimi številkami so v preteklosti igralci že bili na all-star tekmi, ne samo z Dončićevimi številkami, tudi številkami Treja Younga, njegovi procenti so še vedno malce nizki, ampak v zadnjem času igra odlično. Mislim, morda je odlično celo premalo laskava ocena, premalo visoko leteča, vehementna ocena. Ja, in ravno njegova igra v zadnjih 10-15 tekmah je botrovala temu najnemu podcastu, ne? Res odlično igra, ampak ta podcast mislim, da so naredila tudi kot odziv na kar nekaj ljudi, ki pravijo, da je Trae Young že skoraj ujel Dončića v tej dirki za Rookija leta. Ja, omenjaš zadnjih 10 tekem, predvsem tale zadnja tekma Treja Younga včeraj po noči proti najslabši ekipi lige, morda drugi najslabši za Phoenixom, vprašanje ali Chicago slabši od Phoenixa ali je Phoenix slabši od Chicaga, v vsakem primeru gre za 2 najslabši ekipi lige, ampak Trae Young v 4 podaljških na koncu 56 minut igre, 33 metov, 49 točk, več kot 50% je bil iz igre, 46% za 3, 16 podaj, 8 skokov, 9 izgubljenih žog tudi, ampak res dodobra napolnil vse statistične kategorije, predvsem teh 49 točk in 16 podaj je statistika, ki ni uspela še nobenemu novincu v celotni zgodovini lige. Seveda, že spet, treba je priznati, gre za neke določene okoliščine, ki se skoraj da nikoli ne zgodijo, da nek Rookie igra 56 minut kot prva scoring in podajalska opcija. Treba je tudi povedati, da so na koncu izgubili proti najslabši ekipi lige in to doma, na svojem parketu, tako da tudi tukaj je določena, recimo temu, olajševalna okoliščina, če temu tako rečem, ampak že spet 49-16-8 na tekmi dati je nekaj izjemnega, nekaj, kar se verjetno ne bo kmalu zopet pripetilo. In Trae Young tudi v zadnjem času ogromno igra. V njegovem klubu poskušajo narediti tisti zadnji naskok, se še vmešati v bitko za novinca leta, tudi načrtno, seveda, ker vemo, ravno Traeja in Dončića pa veže ta menjava na noč drafta, ki se je prepetila, ko je Dallas v Atlanto poslal Traeja Younga in pik na letošnjem naboru za Luko Dončića. In mnogi sedaj seveda pravijo, ker je Trae Young tako dober, da kljub temu, da je morda Luka nekaj boljši, da če bodo letos na draftu seveda dobili enega dobrega igralca, bo Atlanta močno zmagala ta trade, ker Trae Young dovolj dober, ni seveda boljši, ampak je dovolj dober. Je pa zanimiva stvar pri tej celotni debati med Traejem in Dončićem, tudi ta Trae je namreč bil lansko sezono obraz NCAA lige. On je bil najboljši strelec in najboljši podajalec rednega dela NCAA lige, kar se v celotni zgodovini NCAA lige ni še nikoli pripetilo. Da bi bil isti igralec, najboljši strelec in podajalec. Tako da to je bil vsekakor zgodovinski uspeh, dosegal je blizu 30 točk in več kot 10 podaj na tekmo v NCAA ligi, torej res izjemne številke nizal, ampak potem v končnici povsem pogrnil. Najslabše odigral ravno takrat in to je recimo malce tudi vplivalo potem na nekaj nižji izbor, da ni se vmešal med tiste prve 2, 3, 4, prve 2, 3 predvsem igralce. Pravzaprav na nek način je bil on izbran tretji. Atlanta ni, vemo, čeprav je generalni direktor Schlenk, generalni direktor Atlante, ravno pred nekaj dnevi javno povedal, če bi mi ostali na 3. mestu, če ne bi dobili dobre ponudbe od Dallasa za Dončića, torej še visok izbor na letošnjem draftu, poleg Traeja Younga, bi mi izbrali Dončića. Kar je zanimivo, taka čudna izjava, glede na to, da imaš Traeja Younga v ekipi, ti rečeš, da bi raje vzel Dončića.
Ja, to je bila mislim, da kar precej nerodna izjava generalnega menedžerja od Trae Younga. Kaj si zdaj on misli, verjetno kaže tudi na igrišču, zgleda, da je dobro reagiral na te besede, ali pa jih je kar zakopal nekje v podzavest, ne vem. Dejstvo je, da teh zadnjih 10 tekem igra res odlično, ampak po drugi strani moramo tudi reči, da samo 2 ekipi v teh zadnjih 10 sodijo v končnico, Toronto pa Houston. Proti vsem drugim je igral proti takšnim ekipam, kot so Phoenix, Minnesota, Detroit, New York Knicks, Orlando. To so ekipe, ki nimajo najboljše obrambe in je lažje doseči toliko točk. Luka pa recimo je že od začetka sezone, še posebej kot v zahodni konferenci, bil konstanten. Ja, Trae je imel tam na začetku sezone, december, tam do konca decembra je res slabo igral. V novem letu, v januarju, je začel bolje igrati, zadnje mesece, tam februar, je imel res izjemen. Ne boljšega kot Luka, ampak precej blizu. Je treba priznati, da se je povsem približal v zadnjem mesecu, če vzamemo samo zadnji mesec, seveda Luki, tudi Luka dviguje igro, vsak mesec je dosegal več točk, vsak mesec je izboljšal svoj točkovni izkupiček, tudi število podaj vztrajno dviguje in tudi število skokov dviguje iz meseca v mesec. In v zadnjem mesecu, samo v februarju, Luka na 8 tekmah 24,4 točke, 9,4 skoke in 7,4 podaje. Trae Young pa na 12 tekmah, Luka je nekaj tekem izpustil zaradi lažje poškodbe gležnja, pa 23,3 točke, 4,3 skoke in 9,3 podaje na tekmo, s tem, da Luka ima 3,3% boljši met iz igre, Trae ima pa približno 7% boljši met za 3 točke. True shooting, ko vzamemo pa skupaj odstotek za 2 točki, oziroma met iz igre, odstotek meta za 3 točke in proste mete, ima pa Luka približno odstotek in pol višji true shooting kot Trae Young, torej celotno gledano je bil Luka še malce bolj učinkovit in nekaj več točk dosegal. In tudi, če potem primerjamo statistične indekse, je bil Luka še vedno malenkost boljši, ampak ta razlika je zdaj res minorna. Ampak seveda to je minorna samo, če gledamo zadnji mesec. Predtem, kot sem dejal, do decembra je imel pa, vsaj decembra je imel pa Trae res zelo, zelo slabo statistiko. In se je nekaj časa o njem govorilo celo kot o morebitnem bastu, torej o igralcu, ki bi lahko pogorel in kaj hitro odšel iz lige. Vsaj nekateri so, ker je tako slabo začel. Ampak moram reči, da jaz sem bil glede Trae Younga konsistenten od samega začetka sezone. Nikoli nisem mislil, da ima on možnost, kakršnekoli možnosti, da je bast, ker je bil preprosto predober podajalec. Ne glede na to, nisem vedel, kako se bo njegove scoring sposobnosti, kako se bojo točke prenesle v NBA ligo, ali bo tako dober scorer, tako uspešen šuter tudi v NBA ligi, kot je bil v NCAA. Vemo, v NBA hitrejši, višji igralci, on je majhen in ima tudi relativno nizko točko iz meta, tako da seveda si težje ustvari priložnost za met, oziroma rabi več prostora za met. In glede tega nisem bil prepričan, če bo tako uspešno dosegal točke. In tudi zaenkrat, če gledamo celo sezono, ni tak skorer, kot je bil v NCAA ligi. Kar se tiče pa podaj, pa nisem nikoli dvomil. Ima odličen pregled in od samega začetka sezone sem trdil, in to še vedno trdim, da je za Luko Dončićem drugi najboljši playmaker, drugi najboljši podajalec na tem draftu. In zaradi tega, ker je tako dober podajalec, ker ima tako dober pregled igre, nisem dvomil, da bo uspel. Lahko dvomiš pri igralcih, pri skorerjih, ki so samo enodimenzionalni igralci, ki znajo samo eno stvar. Če si ti odličen podajalec in zraven znaš tudi dosegati koše, potem, če si seveda tako dober podajalec kot Trae Young, potem ni dvoma, da boš uspel, da boš vsaj uspešen igralec, recimo prve peterke minimalno, potem pa seveda glede na to, koliko treniraš, kako se razvijaš, lahko še precej več. Ampak nobene možnosti ni bilo, da bi bil bast.
Ampak, če se vrnem na tisto iztočno točko, ko sem sam začel, da je Trae Young bil lani obraz NCAA lige. Na drugi strani je bil pa Luka obraz Eurolige. Tisti glavni obraz Eurolige, ki ga seveda še letos Euroliga trži v svojih družbenih omrežjih, omenja v vseh mogočih objavah. Namreč, zakaj to omenjam? Namreč, to bi povezal z tem, kar se zdaj dogaja tudi v NBA ligi, ta debata okoli znižanja starosti, debata okoli NCAA lige, vemo, zdaj zelo aktualna zaradi Ziona Williamsona, ki se je poškodoval pred nekaj tekmami in gre za igralca, ki bo letos izbran kot prvi na draftu. Mislim, da ni nobenega dvoma, da bo izbran prvi. Mnogi trdijo, da bo naslednjo sezono še boljši kot Dončić, da gre za igralca, ki bo še več dosegel. In zadnji drafti skupaj z Zionom in lanskim Simons, Mitchell, Tatum, vemo, so res bili odlični. No? Res nekaj izjemnih igralcev bo, kot kaže, prišlo v NBA ligo. Ampak o naslednjem draftu in Zionu Williamsonu in tudi Barrettu in ostalih nabornikih bo v kakšnem drugem podcastu govorila. To omenjam samo zaradi tega, ker namreč, ko se je Zion Williamson poškodoval, se je ta debata v NCAA ligi, svoje študentski ligi, gre za amaterske, v narekovajih, športnike, ki jih ne plačujejo univerze, kjer ves denar seveda poberejo trenerji, gre v druge namene, gre v namene različnih drugih športnih programov in podobno, predvsem pa seveda mastno služijo na to različni funkcionarji, ki so povezani. NCAA je namreč industrija, ki zasluži tam 3-4 milijarde dolarjev na leto, torej zasluži podobno kot NBA liga, tako močno tržijo seveda to ligo, tako gledana je in zato imajo seveda interes, da NBA liga ne sprejme ukrepa, po katerem bi se lahko NBA igralci oziroma igralci podajali v NBA ligo direktno iz srednje šole. To bi seveda povsem neutraliziralo NCAA ligo, ogromno denarja bi izgubili, ko govorimo ogromno, gre za milijarde in to je pa že denar, kjer seveda umazane igrice in podobno, zakulisne igrice je verjetno ogromno, ljudje se borijo za svoj kos mastno bogate pogače. In Luka je po tej poškodbi Williamsona na Twitterju sporočil, Mitchell, lanski nabornik, je na Twitterju sporočil, ja, lepo se vidi, kako to ni fair. Nekaj je treba spremeniti v NCAA ligi, treba je igralce plačati, treba jim je dovoliti, da imajo sponzorske pogodbe ali nekaj, ker je nenormalno, da tak talent, kot je Zion Williamson, igra povsem zastonj. Mal parafraziramo v nekaj takega. Luka je pa retweetal tale tweet in zraven samo dopisal Go play in Europe. Pojdi igrati v Evropo. Ma jajca, treba priznati Luko, da zadev je, kot bi rekel, žebel na glavo. To je bistvo seveda. In je nekaj igralcev v preteklosti že odšlo. Eden takih bolj znanih primerov je recimo Brandon Jennings, ki je odšel v Romo za eno leto, zaslužil nekaj več kot milijon v tisti sezoni in potem bil draftan približno tam, kjer se je predvideval. Ni na njegov draft nič vplivalo. In dejansko, recimo, če lahko pride do situacije, ko se bodo tisti največji ali pa kakšni od največjih ameriških talentov iz srednje šole za kakšno leto ali dve raje podali v Evropo zaslužiti kakšen milijon ali dva, recimo predno odidejo na draft. Če to res postane neka resna opcija, seveda tukaj ima NCAA svoj razlog, da Luka ne postane še bolj popularen, ne naredi še boljše kariere, ker je Luka zdaj ravno tista najboljša reklama za Euroligo. Poglejte, vsi zdaj govorijo o tem, kako je on odlično izdelan igralec, kako je šolan, kako je tehnično neprimerno bolj podkovan kot seveda te NCAA igralci in kako je imel že izkušnje z igranjem proti tistim odraslim, izdelanim igralcem, kar seveda za NCAA igralce, ki igrajo tako mimo grede, približno 3% NCAA igralcev se podajo v NBA ligo. Torej, veliko večino tekem najboljši NCAA igralci igrajo proti ljudem, ki bodo po končanem faksu počeli vse mogoče, samo ne igrali košarke. Tako, ja, in v povprečju recimo tretji, četrti najboljši igralec najboljši ekip v NCAA-ju verjetno ne bi bil niti na klopi Real Madrida ali pa Barcelone ali pa ene
kakšne druge najboljše ekipe v Euroligi. Ne? Mislim, redko kater, to je tudi poseben dejavnik, ki se ga ne zavedajo, ko reče Luka, go play in Europe, zelo redko kjer igralec je tako dober, da lahko v tako dobri ekipi recimo igra veliko vlogo, ampak obstajajo recimo kakšne bogate turške ekipe, bogate ekipe iz različnih delov, predvsem seveda turške, grške ekipe. Ruske, ne? Tudi ruske, ja, ki ne igrajo v Euroligi tako, ki bi verjetno lahko plačali kakšen milijon za res dobrega igralca. In to lahko postane recimo ena alternativa, ampak seveda NBA je zdaj dejala, mi bomo verjetno ukinili tale one and done pravilo, po katerem morajo igralci za eno leto v NCAA ligo, preden se odpravijo v NBA ligo. In potem seveda ne bo prišlo do kakšne selitve talentov, ameriških talentov v Euroligo, ampak vse to omenjam zato, ker je neko trenje opažam namreč na družbenih omrežjih, tudi na različnih medijih, ko gostujejo, podcastih, televizijskih oddajah ali pa recimo kakšnih člankih, ki jih napišejo bivši NCAA igralci, NCAA funkcionarji, NCAA trenerji, tisti, ki so bili nekoč uspešni NCAA igralci. Tisti so najbolj zagrizeni, če temu tako rečem, hejteri Dončića na družbenih omrežjih, na različnih televizijskih oddajah. Nekateri, recimo ena izmed bivših, zelo znan nekdanji NCAA igralec, legenda univerze iz Detroita, Rashad Phillips je recimo, ki je tudi gostoval na nekaj oddajah pred samim draftom in še vedno občasno gostuje na kakšni oddaji, kjer ga predstavljajo kot velikega draft strokovnjaka, je recimo pred draftom trdil, da Luka Dončić ni first round pick. Si ne zasluži izbora med prvih 30. On je še mesec ali dva nazaj na Twitterju trdil, da Dončić kot point guard, kot organizator, ker Dončić je na začetku sezone igral kot šterka, trojka, vemo, igral večino časa brez žoge, ko je igral zraven Denisa Smitha Jr. In takrat smo se seveda držali za glavo in spraševali, zakaj za vraga je Dončić tako organiziran napadu, čeprav je vidno, da je neprimerno boljši organizator od Denisa Smitha Jr. Ampak takrat je recimo on še vedno trdil, da je Dončić kot organizator second round pick. Torej, ne sodi med prvih 30 na letošnjem naboru. In mislim, omenjam ga zato, ker gre za človeka, ki je recimo znan v teh NCAA vodah. Je legenda, nekdanja legenda NCAA lige, ampak je ta človek tudi igral v Evropi, poskušal je igrati za različne profesionalne klube v Evropi. In najvišji nivo, ki ga je recimo dosegal, je bil, da je eno leto igral za en klub v prvi grški ligi, ampak klub iz dna lestvice, in on je v prvi grški ligi dosegal približno 10 točk na tekmo ob nekaj več kot 35% metu iz igre, približno 25% trojke, ena ali dve podaji, pa ena ali dve izgubljeni žogi. Ja, prav zanimivo bi bilo videti, kako bi najboljši igralci, ko so še v srednji šoli, ne, v NBA, šli igrati za kakšno sezono za boljše klube v Evropi. Ne pravim zdaj prav za Real pa CSKA, ampak tiste, ki so blizu njim. Ne. Mislim, da bi se kar malo streznili in videli, da NCAA res ni toliko blizu Evropi, kot nekateri mislijo. Ne. In ta Rashad Phillips je za univerzo v Detroitu zrušil vse scoring rekorde, je lastnik all-time scoring records, torej najboljši scorer, najboljši šuter vseh časov. Njegovi najboljši sezoni v Detroitu je dosegal približno 23-24 točk na tekmo. V Evropi je za najboljši klub, ki ga je igral, to je bil Makedonikos, ki je klub, ki je bankrotiral že dolgo nazaj. Leto ali dve je bil samo v prvi grški ligi, predtem igral v glavnem v nižjih ligah. In to je bil najboljši klub, za katerega je recimo on igral v Evropi in kot sem dejal, 10 pik, katastrofalen met. Potem je poleg tega igral recimo še v drugi francoski ligi, v drugi nemški ligi, igral je v Saudski Arabiji, in dosegel tam pa je dosegel po 30 in 40 točk na tekmo, ker seveda ne gre za isto ligo. Ampak nima zdaj smisla izgubljati čas, ampak samo ta Rashad Phillips je recimo tak dober primer tega, ker je seveda tako glasen, še vedno na Twitterju trdi, da je Trae Young za razred ali dva boljši igralec od Luke Dončića, še vedno trdi, da Dončić ni talent, zdaj sicer ne pravi več prvih 30, ampak tam pravi morda je tam nekje med prvih 10 in ne bi ga omenil, če ga ne bi recimo ogromno ljudi na drugi strani Atlantika, ogromno, ne morem reči ogromno, ampak veliko ljudi v teh NCAA vodah ravno je malo zelo resno.
No, ampak mogoče so ga jemali zelo resno tudi zaradi drugih razlogov. Ne? NCAA, kot si rekel, je industrija, živijo od neplačenih igralcev, dosti denarja dobijo od tega in tudi če mogoče tako ne mislijo, vseeno podprejo takšni ljudi, kot je ta Rashad Phillips, ker je to dobro za njihov obstoj še naprej. Ne? Ja, ker seveda potem recimo vidiš ravno to, ko on komunicira z drugimi nekdanjimi NCAA igralci, recimo osebni trener Kuzme iz Lakersov je tudi nekdanja NCAA legenda, ki je na Twitterju zelo glasen in pred draftom je bil on že spet pljuval Dončića redno, kako to ni igralec, kako gre za tisti white hype, Euroman hype, že spet samo še en belček iz Evrope, ki je preveč prehvaljen, precenjen, ki bo pogorel, še en Mirotić in podobne neumnosti smo lahko slišali. Ne samo lahko, še polno je takih recimo podobnih ljudi, ki so recimo zdaj trenerji, kakšnih NBA igralcev, že spet govorim, nekdanji NCAA igralci, NCAA funkcionarji, NCAA, te študentske vode, iz teh vod vidim prihaja ogromno sovraštva do Dončića in mislim, da tukaj je res ogromno faktorjev, o katerih bi lahko še dosti debatirala, ne samo ta, da je Luka prišel iz profesionalnih vod in da je način razvoja igralcev v Evropi preko akademij drugačen kot v Ameriki, kjer imajo ta AAU sistem, kjer vse poteka preko nekako je zavito v krinko izobraževanja, čeprav seveda vemo, da to izobraževanje je povsem druga stvar in tam je seveda bolj pomembno, več poudarka dajejo na individualnem delu z igralci, na izboljšanju individualnih sposobnosti, tudi izboljšanju fizičnih, ne samo tehničnih individualnih med preigravanje, bla bla. Vse je ena na ena, vse je individualno delo, medtem ko v Evropi pa seveda vemo v akademijah, od začetka se učiš, kako igrati v ekipi. Seveda se učiš najprej tudi vse osnove, ampak ko govorimo že pri 14, 15, 16 letih, je vse delo dosti bolj timsko, podrejeno ekipi, podrejeno timskemu delu, kot pa tistemu delu ena na ena, ker v EU ima praktično vsak svojega osebnega trenerja. In tudi to je zanimivo, da košarka v Ameriki postaja vedno bolj šport bogatih. In če gledaš, vedno več je teh igralcev, ki prihajajo v ligo, pri katerih so bili očetje igralci, pri katerih je v družini kdo igralec, vedno več je takih, ker so si seveda lahko tudi privoščili te osebne Steph Curry je morda celo poster child, kot bi se reklo, odličen primer tega. Ja, najboljši primer tega, ni pa edini, mislim, Steph Curry ima svoj igralca Claya Thompsona, ki je isti primer. Njegov oče je bil uspešen igralec in recimo sva imela celotno odraščanje, delala z osebnimi trenerji in tudi recimo Steph Curry je zanimiv primer, on ni nikoli igral AAU košarke, igral je seveda NCAA košarko, ampak tole prvo fazo v Ameriki AAU košarko, ki jo igrajo srednješolci, ni on igral, ampak je delal samo z osebnim trenerjem, samo ena na ena. Vse je bilo njegov foter, vemo, nekdanji odličen šuter, legenda Charlotte Hornetsov, vse ena na ena, delo z njim, delo s fotom in vse se mu je izobrestoval. Tako da, ja, no, to je zelo zanimiva, no, ta polemika med NCAA in tukaj vidim, da zaradi tega je pa zdaj ta Trae hype še toliko bolj napihnjen po tej zadnji predstavi Trae Younga, te NCAA nekdanji igralci, zdaj vidim na Twitterju, večkrat sem že omenil, če vas zanima NBA košarka, je tisto glavno omrežje, kamor morate, Twitter, kjer so vsi igralci gor, kjer tudi Luka, kot sem dejal, svoje domislice objavlja, kjer igralci se pogovarjajo, debate, res je, NBA, Twitter je stvar, ki je, in seveda mimo grede, Sportinfo, vsi sledite nas in boste sledili tudi vse te ostale, boste vse to zvedeli, tako da se malce poreklamiram na hitro. Ampak mislim, da je to res ena stvar, o kateri bo še precej povedala in mislim, da ta NCAA push hype, ki je zdaj na družbenih omrežjih za Traem, lahko da Traeju malce, kako bi rekel, vetra v jadra in ga porine, če bo seveda še naprej tako igral, da se bo začelo precej več govoriti o tem, kdo bo rookie leta, kljub temu, da v zadnjem mesecu je bil Luka še vedno boljši. Res je, kljub odlični igri Trae Younga ima Dončić vsaj primerljivo, če ne celo boljšo statistiko od njega. Na začetku sezone je bil Trae Young res pod ogromnim pritiskom, predvsem zaradi odlične Dončićeve igre. In ta pritisk mislim, da ga je kar malo zdelal, predvsem pri metih za tri, v katerih je bil res slab. Potem pa je počasi, še predvsem po novem letu, začel igrati res odlično in Atlanta Hawks trenutno mogoče tudi zmagajo kakšno tekmo,
za katero bi njihov generalni direktor rad, da jo izgubijo. In Dallas je tudi v podobni situaciji. Ne? Dallas je tudi v podobni situaciji, tudi Dallas zdaj recimo tanka. Ena stvar, ki bi jo jaz v tej celotni zadevi tudi izpostavil, je ta, da je Trae Young že od začetka sezone ima isto ekipo, igra z istimi soigralci, ni najboljši igralec svoje ekipe, lahko bi rekli, da je John Collins tisti najboljši, lanski rookie, najboljši igralec ekipe. Trae Young ima v letošnji sezoni statistiko 18,3 točke, 41,3% met, 33,4 za 3, 3,4 skoka in 7,8 podaje. John Collins ima pa statistiko 19,5 točk, 57% met iz igre, tudi trojke meče odlično, 38% je za 3, 9,5 skokov, 2 podaji in celotna skupna statistika, če gledamo samo številke, višji indeks, boljša statistika od Trae Younga in tudi, ko govorimo o obrambi, je tukaj Collins neprimerno boljši in več vreden. Tako da mislim, da nisem edini, ki trdi, da je Collins boljši od Trae Younga. V tej sezoni mislim, da je to kar več ali manj dejstvo. In Trae Young ni najboljši igralec svoje ekipe, ki je v letošnji sezoni zbrala 21 zmag in 42 porazov. Dallas je najboljši, Luka Dončić je najboljši igralec Dallasa, Dallas ima 6 zmag, več kot Atlanta na tej točki in to seveda v precej bolj zahtevni konferenci. Zahod je še vedno neprimerno precej bolj močnejši. Čeprav tisti vrh vzhoda se je v zadnjih letih, v zadnjem letu predvsem. V zadnjem letu, po odhodu LeBrona. Ja, tako po odhodu LeBrona in po prihodu zdaj nekaterih igralcev, vemo, poleti in zdaj med sezono. Kawhi seveda v Toronto je močno in pa zdaj med sezono par tradeov, ki je ojačalo vzhodne ekipe. Vrh vzhoda, še posebej, če vzamemo recimo Golden State Warriors, je neprimerno zdaj boljši je od vrha zahoda. Ampak ko govorimo pa na splošno, govorim tistih prvih 3 ekipah, veš, če gledaš pound for pound, pa da ne bova zdaj izgubljala časa s to debato, ampak Milwaukee, Toronto, recimo Philadelphia, pa če daš na drugo stran Denver, Oklahoma, Portland, a veš, recimo... So kar izenačeni, oziroma... Jaz bi dal celo rahlo prednost, tudi če gledamo po zmagah, a veš, mislim, Milwaukee ima 48 zmag, Toronto 46, nobena ekipa na zahodu, seveda nima več zmag, Denver ima 42, Oklahoma City Thunder 38, Portland 38, 10 zmag manj kot Milwaukee, že spet. Vzhod je lažja konferenca, to je treba vedno povedati, ampak Milwaukee premaguje tudi zahodne ekipe. To je pa tudi treba povedati. To je tudi res, ja. In ko si rekel, da ima Atlanta 6 zmag manj, moramo tukaj tudi omeniti, da je Atlanta že od samega začetka tankala, oziroma šla na to, da bo čim slabša v sezoni. Dallas pa je prve 3 mesece sezone želel doseči čim več zmag, ker so pač upali, da bodo dosegli play-offe za tistimi veterani, ki so jih podpisali in jih imeli tudi odprej, Matthews, DeAndre Jordan pa Harrison Barnes. In kljub temu, da Luka kar nekaj časa ni igral na svoji poziciji, je že od samega začetka bilo jasno, da je on njihov najboljši igralec. Trae Young, lahko rečemo, da so v igri pred njim razpostrli rdečo preprogo, mu dali žogo v roko in rekli, zdaj pa delaj, kar ti paše. Luka niti približno ni imel takšnega tretmaja, ampak si ga je izboril in že od samega začetka bil najboljši igralec svoje ekipe, zato tudi kljub tem zadnjim 10-15 odličnim tekmom Trae Younga, tukaj še daleč ne moremo govoriti, da je že za petami Dončićev. Mislim, da mora še do konca sezone, če igra tako dobro, ne vem, če bi ga dosegel. Ja, če bo Luka seveda še naprej igral tako dobro, kot on igra, res da ni dosegel 49 točk na eni tekmi, ampak na drugi strani tudi na nobeni tekmi ni igral 56 minut, na nobeni tekmi ni vrgel 33 metov. Imel je tekme, mislim, dosegel je na predzadnji tekmi z 12 metov 28 točk. Torej, če bi jih vrgel 33 na tisti tekmi, pa toliko časa igral, bi verjetno prišel, mislim, recimo, da bi dosegel, mislim, da lahko rečemo, vsaj 40 točk, no, Anada. Tako da, in je imel zelo uspešne tekme, ampak v zadnjem času, mislim, meče njegov usage rate se je res močno dvignil po teh menjavah, ampak tisto, kar sem želel povedati, je
tako kot si ti že povedal, seveda 4/5 startne peterke so zamenjali. Povsem z drugimi igralci, zdaj on igra večino minut v primerjavi s tekmami pred All-Star premorom. In Luka je kljub temu še dvignil igro. Za organizatorja, nekoga, ki organizira, je kemija s soigralci, da ti veš, kaj bo tvoj soigralec naredil. Vemo, zelo pomembna in to ne nastane čez noč. To traja in ponavadi, še posebej na položaju 1, igralci igrajo vedno bolje, več časa, ko imajo igrati z istimi igralci, z isto ekipo, z isto postavo. Luka zdaj igra s čist drugačno postavo. 80% prve peterke je zamenjalo in to je za organizatorja res, če bi on še vedno igral z istimi igralci, bi lahko imel še več podaj in naslednjo sezono, ko bo dobil Porzingisa, ko se bo igral s tisto prvo peterko in začel od samega začetka sezone, igral na položaju organizatorja, ker število podaj, tudi ko gremo statistiko, na tekmah, kjer je on igral kot prvi organizator, je povsem primerljivo z trenjenimi številmi podaj. Seveda on dosega zdaj nekaj več v celotni sezoni, ker je Luka igral na različnih položajih in to je še en argument, ki ga jaz dajem seveda na račun Luke. Ko je povedal Carlisle pred začetkom sezone, ko so ga vprašali, kje bo igral, je rekel, on bo šterka, on bo power forward, in dejansko je igral. Spomnim se, kako se je ruval recimo pod obročem z Favorsom iz Utaha, ko so imeli 3 tekme povsem na začetku sezone, sta imela kar nekaj biti direktno pod obročem. In Luka, takrat smo se seveda spraševali, pa zakaj ne pustijo Luki malo več organizirati napadno? Zakaj stoji on 3, 4, 5 napadov zapored v kotu, medtem ko recimo Dennis Smith Jr. izgublja žogo za žogo, za žogo, za žogo. In potem pa seveda s časom, ker je seveda tako očitno bilo, da vsak napad, ki ga je Luka organiziral, se ponovadi iztekel dobro. Ali s podajo, ali je sam zaključil. In na drugi strani, ko je Dennis Smith organiziral, in nobene trdi, recimo, da je Dennis, tudi to so bili določeni komentarji, morda prestrogi z ocenami Dennisa Smitha. Jaz nikoli nisem rekel, da je Dennis Smith slab igralec, ali pa da ni talentiran igralec, ali pa da nima potenciala. Vse to drži. Ampak tisto, kar pri Dennisu Smithu tudi drži, je to, da rabi še nekaj let, da bo recimo postal igralec, ki lahko začenja na položaju 1 v moštvu, ki se bori za playoff ali pa še kaj več, še posebej na zahodu. In to je tisto, ima potencial, ampak ta potencial bo mogel on piliti še nekaj let, da ga bo izpilil do te mere, da bo lahko koristen igralec, medtem ko je Luka že zdaj ta igralec, ki lahko vodi uspešno zmagovito NBA ekipo v play-offu. In zato so tudi šli v Dallasu, izpeljali vse te menjave. Saj je povedal Tony Nelson, generalni direktor ekipe, brez dlake na jeziku, ko so ga vprašali po teh tradih, zakaj ste šli izpeljati te trade. Zaradi Luke Dončića. Mislim, je rekel, Luka je toliko zdaj pokazal, da nam je postalo jasno, da moramo ekipo zdaj okoli njega zgraditi. On je naš franchise player, okoli katerega bomo gradili naslednjo ekipo, in ko smo dobili možnost za menjavo Porzingisa, s katero bi ustvarili to veliko dvojico, osnovo, za neko menjavo seveda niso niti razmišljali. So rekli, Luka je tisti igralec, Porzingis je tudi že dovolj pokazal, vprašanje, na kakšnem nivoju se bo vrnil naslednjo sezono, to bomo še veliko govorili o tem, ampak če se bo, imajo skupaj z Luko in Porzingisom odlično sezono, odlično osnovo za naslednjo sezono. In ja, to bomo videli, kaj se bo zgodilo. Bi pa še en argument dodal, tudi zdaj, ker sem povedal nekaj argumentov, zakaj seveda mislim, da nima nobenih možnosti, ne da nima nobenih možnosti. Če bo do konca sezone igral, dajal po 40 točk na tekmo, potem seveda to se lahko precej spremeni. Ampak ta tekma je bolj odvisna od Dončića kot od Trae Younga. Če bi Dončić zdaj popolnoma pogorel do konca sezone, potem bi imeli nek takšen relevanten argument, zakaj bi lahko Trae Young ob dobri igri prevzel nagrado Rookie leta. Ampak Dončić je šele po All-Star tekmi, torej po All-Star premoru, je šele bil v takšni poziciji, kot je bil Trae Young na začetku sezone. Trae Young je dobil v roke mlado ekipo, vsem okoli njega je bilo jasno, da bo on prvi playmaker in da se morajo njemu podrediti, medtem ko je situacija ne bi mogla biti bolj drugačna pri Luki v Dallasu, ko so ga vsi videli kot enega novinca, ki ni niti približno prva violina in si je to mesto izboril. Ne? Ja, mislim, tisto, kar je zame poglavitna razlika med obema, tudi ko govorimo recimo kot playmakerja, zakaj je recimo zame Luka še vedno, morda ne bi rekel, za razred boljši, čeprav
način, na katerega Luka igra pick and roll, način, na katerega Luka organizira igro, je nekaj, kar bo Young zelo težko dosegel že zaradi njegove višine. Luka namreč lahko vidi čez obrambo, lahko izpelje podaje, ki je preprosto Young zaradi svoje višine ne more, in tista poglavitna razlika, recimo zame, ko gledam, kako oba igrata, vodita, oba sta dobra, kot sem dejal, ravno zaradi Trejevega pregleda in sposobnosti podaje, nikoli nisem dvomil, da bo dober igralec. Ampak Luka ne samo, da je dober podajalec, da ima fantastičen pregled, on lahko manipulira obrambo nasprotnika. On s pogledom odpelje igralce stran. On s pogledom ustvarja tudi prostor za met. Vidi stvari, že spet, ki jih zaradi višine Trae Young preprosto ne more videti, ali pa vidi podaje, ki jih Trae Young ne more videti. In to je lahko tudi en problem za Luko. Namreč to je Carlisle povedal pred kratkim, ko je imel Luka na nekaj tekmah več izgubljenih žog, in že spet. Tudi to gre na račun tega, da je povsem neoigran s to novo ekipo. On zdaj igra v prvi peterki z igralci, s katerimi predtem sploh ni igral. In logično, da bo to pripeljalo tudi do kakšne izgubljene žoge več. Namreč, če se spomniš, na začetku sezone je izgubljal precej več žog in potem, ko se je igral s temi igralci, je imel obdobje december, januar, kjer praktično 1-2 izgubljeni žogi na tekmo, odlično razmerje. Več kot 1-2 je bilo razmerje med izgubljenimi žogami in podajami, in vse, kar je več na 1-2, je dobro. Če je 1-3, v določenem dolgu 1-3, je elitno. Res je. Jaz bi še spomnil, torej, ko relativiziramo situacijo Trae Young, Luka Dončić in primerjamo, če se spomniš na začetku sezone DeAndre Jordan, kako je postavljal bloke in kako je planil proti košu, no to sem rekel malo sarkastično, ker skoraj nikoli ni planil proti košu, kot recimo kakšen Clint Capela po pick and rollu s Hardnom, a pa John Collins, a pa Dwayne Dedmon po pick and rollu v Atlanti s Trae Youngom. Luka ni imel nikoli enega takšnega igralca, kot je John Collins, ki zelo rad z takšno energijo skoči proti košu po odvajanju iz bloka. Mogoče se temu približa Dwight Powell, s katerim je Luka začel igrati šele takrat, ko mu je dopustil Rick Carlisle, da lahko malo več časa igra z drugo peterko, in takoj se je videlo, koliko več kemije lahko Luka razvije z Dwight Powellom kot z DeAndre Jordanom, ki je postavil blok in potem tam ostal in gledal, kaj se dogaja, namesto da bi se zrolal proti košu. Ne? Mislim, ja, dejstvo je, da Luka daleč od tega, da bi imel idealno peterko, idealno postavo okoli sebe naslednjo sezono, to je Donnie Nelson tudi povedal, bodo pa že gradili, okoli njega gradijo, seveda, okoli njega, zaradi tega so zamenjali 80% prve peterke, ker bodo naslednjo sezono pa gradili okoli njega in bo imel bolj primerno ekipo, soigralce, in tudi njegova vloga bo od samega začetka boljša, in jaz naslednjo sezono pričakujem, da bo imel več kot 8 podaj, vsaj 8, mislim, da je to tisti bottom line, ki ga postavljam. Mislim pa, da bi se lahko približal dvoštevilčnemu številu podaj naslednjo sezono, torej 10 ali morda celo malce več, glede na to, kakšna orožja bo imel okoli sebe, seveda. Eden od teh bo Porzingis, za ostala bomo še videli, ampak ja, predvsej bolj primerno ekipo. In za konec lahko recimo predebatiramo tisti zadnji argument na račun Luke. Mislim, da nobene dvomi, sej ravno zaradi tega, da ne bo kdo narobe razumel, tako kot si ti dejal, mislim, da ni nobene resne možnosti, da bi Trae lahko prehitev. Če bo Luka še naprej igral na istem nivoju in Trae približno na istem nivoju kot v zadnjem mesecu, potem kljub temu, da Trae igra izvrstno, ni šans, da prehiti Luko, ker Luka igra še bolje, tudi v zadnjem mesecu. Zdaj, zadnjo tekmo, seveda tako tekmo, kot jo je imel Young na zadnji tekmi, zdaj že v marcu, Luka še ni imel 49 točk in 16 podaj, ni dosegel še nobeni tekmi, pravzaprav še noben rookie v zgodovini NBA lige ni dosegel tako, ampak smo že dejali določene okoliščine, vendar je treba tukaj upoštevati. Mislim, da če bi Luka igral toliko, kot sem že dejal, na taki tekmi, da bi lahko se tudi približal taki statistiki. Veš, ampak kljub 56 odigranim minutam je meni bilo impresivno predvsem to, kako prvič lahko Trae Young kot novinec toliko minut odigra, in ne samo toliko minut, kvalitetnih minut, predvsem v četrti četrtini in vseh podaljških,
kjer je dokazal, da je tudi on tašen klač, da je zelo dober v težkih situacijah. In mene po pravici povedano me je to kar impresioniralo. No, pustimo zdaj stato Boku Dončiću se še vedno ne more primerjati, ne, kar se tiče klač statistike, ampak v tej tekmi je pokazal, da lahko ekipa na njega računa tudi v zaključku tekem, ko se tekma lomi in ko je rezultat zelo tesen. Ja, samo takih tekem je on letos imel morda 1, 2 ali kvečem morda 3. In če gledamo konkretno njegovo klač statistiko, tudi med drugi ni med prvimi 5. Ja, in ne samo to klač statistiko si je Dončić polnil pred ekipam, kot so Houston, Portland, Golden State, Toronto. Ja, ne? Proti najboljšim ekipam lige in proti najboljšim obrambam lige, s tem, da ga redno podvajajo, še posebej v zadnjem času, ko so zamenjali in ko je dvignil svoje številke, praktično vsako tekmo, blitzing, trapping, od začetka blicajo po pick and rollu, trepajo visoko, ga poskušajo podvajati, takoj ko preide na svojo polovico, ga poskušajo ujeti v pas, ali pa seveda po pick and rollu redno ga podvajajo, ker 1 na 1 prehitro kaznuje potem obrambnega igralca. Ampak tudi, ko ga podvajajo, pa s temi milimetrsko natančnimi podajami preko obrambe najde ali roll guya ali centra, ki teče proti obroču, zlobi seveda, ali pa drugačnimi, kakršnimi koli podajami, ali pa najde povsem same strelce, ker čim sta 2 na njem, pomeni, da je nekdo prost. In tisto, kar Luka zna in kar zna le redko kdo in kar tudi Trej, že spet ta višina Luki to omogoča, da ko njega podvajajo, on lahko najde takoj tistega prostega igralca, ki je ostal sam, medtem ko recimo drugi igralci morajo tistemu najbližjemu, ki se mu odpre, podati žogo, Luka lahko pa direktno v roke na nasprotno, na weak side, recimo weak side kot poda direktno v roke in to že spet, vse to sem že rekel. LeBron in Luka, mislim, da sta edina 2 igralca, ki lahko to na perimetru počneta na tak način, kakšen Jokić lahko tudi to naredi, ampak ne more igrati žogo. Njega dajo recimo na visoki post, na blok, tudi na trojki in potem on išče katerje, ne bo on zdaj žogo recimo se premaknil in tudi njega redko kdaj recimo seveda na trojki ga ne podvajajo, tako kot Luko Dončića, ker ni seveda playmaker. Simons pa že spet, recimo, ko govorimo o visokih playmakerjih, ki je eden izmed teh visokih playmakerjev z odličnim pregledom, pa seveda, kdo bo pa njega v pick and rollu podvajal? Noben. Ne mu dajo pa 5 metrov prostora, vsi grejo pod obročko, on stane. Zaradi tega seveda pravzaprav v Filadelfiji sploh ne igrajo pick and rolla in ko so zdaj že omenila Simonsa, bi jaz ta zadnjo topiko, ki sem jo želel še obdelati v tem podcastu, namreč ta ESPN-ov 25 under 25. ESPN vsako leto, športni medijski gigant, izda seznam svojih 25 igralcev pod 25 let. Torej, drugače povedano, 25 najboljših mladih igralcev NBA lige. In recimo Treja Younga ni še tukaj gor. Tako da tukaj je še en argument, recimo v koš Dončića, da Trej preprosto v tej sezoni se ne more mu verjetno približati. Čeprav, če bi ta seznam nastal danes, po nekaj zadnjih dobrih tekmah Treja Younga, bi ga verjetno vrstili vsaj na rep lestvice. Objavili so ga nekaj dni nazaj, recimo, da so ga zadnje updatali kakšen teden, 7-8 dni nazaj, takrat je Trej že igral dobro. Tako bom rekel, če bi na začetku sezone tako igral kot zdaj, potem bi se verjetno znajdel. Zdaj, če ima sama tam nekje proti koncu, bomo videli, kako bo do konca sezone tudi igral. Pa bomo potem po koncu sezone morda delali še enkrat ta seznam in ga uvrstili kaj više. Ampak zdaj, če gledaš samo imena, ne moreš reči, da je Trej Young že med temi 25 imeni. Vendar mislim, da bo, da me ne bo kdo narobe razumel. Trej Young bo na tem seznamu naslednjo leto, jaz v to tudi nikoli nisem dvomil. Ampak dajva si midva pogledati, katera imena in če imava s katerimi imeni seveda kakšen problem. Mislim, da so zdaj dala dovolj argumentov, da je Luka vendarle še vedno rookie leta. Ampak tako mimo grede, preden zaključiva dokončno tole topiko, vsaj to debato s Trejem Youngom in ta NCAA proti Euroligi, ameriški igralec proti mednarodnemu igralcu, vse to, vendarle, ja, ta hype mašina za Trejem je dovolj velika, je dovolj močna in to sem tudi pred samo sezono že rekel, Luka bo mogel pokazati precej več kot njegovi konkurenti za rookie leta, če bo želel postati rookie leta.
ker če bo imel primerljivo statistiko, recimo, da bi rekli, to je pa ja, tam nekje 1-1, glih za glih, sta tam, oba nekje podobno isto, potem bo verjetno nagrada romala v roke ameriškega igralca. V to skoraj da ne dvomim. Če boste tam, mogel bo biti konkretno boljši. In to tudi na tej točki še je. To mislim, da je tisto glavno. Nihče ne more trditi, vsi objektivni kazalci, statistični, individualna statistika, moštvena statistika, vse to govori v prid Luki. Konec koncev je dovolj, da si nekdo samo pogleda tekmo, pogleda, kako igra Trej, pogleda, kako igra Luka, in mislim, da vsak objektivni igralec, trener, strokovnjak bo potegnil isti zaključek. No in če gremo k lestvici, na prvih 3 mestih najdemo igralce, ki so v tej sezoni, dajmo reči, kandidati za MVP. Prvi Giannis Antetokounmpo, drugi Joel Embiid in tretji Nikola Jokić. Jaz mislim, da s prvimi 3, na prvih 3 nimamo nobenih pripomb. To so res dejansko najboljši igralci, mladi igralci te lige. Ne? Tako, mislim, pri Janisu bi se lahko celo pogovarjali o tem, ali je morda letos najboljši igralec lige. Vsekakor je skupaj s Hardenom glavni kandidat za MVP-ja. Mislim, da je edino vprašanje na tej točki sezone, če seveda ne bo prišlo do kakšnega konkretnega paca v formi teh dveh igralcev. Ali pa poškodbe, ne? Ali pa poškodbe, ja. Mislim, da je edino vprašanje, ali bo MVP Giannis ali Harden. Giannisu v prid govori več zmag in dejstvo, da so najboljša ekipa lige in Houston jih do konca sezone ne bo ujel. Seveda Hardenu pa govori v prid to, da je ekipo iz tistega predzadnjega mesta po prvem mesecu in pol, kjer se Houston nahajal na predzadnjem mestu po prvem mesecu lige, na to v naslednjih 2-3 mesecih do sedaj praktično sam, brez poškodovanega Chrisa Paula, dvignil na 5. mesto. Ne samo brez poškodovanega Chris Paula, ampak tudi Capele, Gordona. S takšnimi igralci, ki jih noben ni hotel podpisati, kot je Farid, je prišel na 5. mesto. Na 5. torej, mi ni bilo treba, jaz sem hotel pogledati, ti pa vem, da redno spremljaš Houston, zaradi tega verjetno tudi standingse oziroma lestvico iz dneva v dan spremljaš. Tako da, ja, in tukaj je edino vprašanje, seveda, Giannis ali Harden, kar se tiče MVP-ja. Čeprav pri Giannisu, morda to poanto malce še prišparam, samo za sekundo, namreč, kot si dejal, Giannis, Embiid in Jokić, prvi, drugi in tretji najboljši mladi igralec lige. Mislim, da se tukaj moramo strinjati, ni nobenega dvoma, da je Giannis boljši od Luke, da je Embiid boljši od Luke, da je Nikola Jokić tudi boljši od Luke. Tudi Nikola Jokić se letos pojavlja na tej MVP lestvici, tam nekje na robu deseterice, nekateri ga tudi više dajo. Tudi na 5., 6. mesto. Tako, tudi to, recimo, zanimivo, Goran je v 13-14 sezoni končal na 8. mestu. Dobil je celo nekaj, mislim, da 2 ali 3 MVP glasove, kar ga je uvrstilo na 8. mesto takrat. Mislim, da bo nekaj podobnega Jokić letos, morda celo kakšen glas več bo dobil in zasluženo. Zasluženo predvsem zaradi dobrega rezultata svoje ekipe, ne? Že spet to in zaradi njegove raznovrstne igre in predvsem to mi je všeč. Jokić ni tisti lovec na statistiko, že spet gre za evropskega igralca, ki se šola v Evropi, ta timski duh, timski uspeh mu je dosti bolj pomemben. In zadnjič sem se smejal, ko sem videl, ko je manjkal mu en skok do trojnega dvojčka, ampak zmaga je bila že zapečatena proti Oklahomi, za katero pa igra največji stat padder v zgodovini NBA lige, Russell Westbrook, seveda, ki mu je pa statistika bolj pomembna kot moštveni uspeh. Mislim, da tukaj ni nobenega dvoma, noben igralec se ne krega z zapisnikarsko mizo toliko po končani tekmi kot Russell Westbrook. Ne, ti si pa bil skok, dajte mi skok. To je dobesedno že večkrat počel, ko gledamo, kako igra, kako neodgovorno igra na račun tega, da ujame kakšen skok več, da podeli kakšno podajo več. In zato omenjam ta kontrast, ker ko sta igrala ravno Denver in Oklahoma, Jokiću je manjkal en skok, mu je manjkal do trojnega dvojčka. Imel je tam 3-4 minute do konca, brez problema bi ujel en skok.
ampak je pokazal trenerju, mislim, verjetno med timeoutom tudi povedal, tekma je odločena, vstal na klopi, Russell je gledal sam tis z velikimi očmi, ker je on videl tis, da mu manjka en skok. A je to mogoče? Mislim, to ne more, does not compute, error, mu kar možgančke Oziroma, če rečemo po Jokićevu, da li je to mogoče? Ja, mislim, za Jokića Jokića več kot za Jokić, ni panike, kaj mene briga, ti se en skok, veš. Ampak za Russella Westbrooka, on pa, mislim, da bi njega dal trener na klop, pri tem, ko bi mu manjkal en skok do triple dubla. Ta trener naslednjo tekmo ne bi bil več trener. No in prvi 3 igralci so vsi takšni, okoli katerega gradijo ekipe svojo prihodnost. Tako. Medtem ko za 4. in 5. kaj bi lahko rekli? Ja, no, zdaj, če ti si povedal prve 3, 4. na seznamu 25 najboljših igralcev pod 25 let je Karl Anthony Towns, na 5. mestu je Ben Simmons in na 6. potem Luka Dončić. Jaz mislim, da bo Luka že naslednjo sezono, morda ne med prvo trojico, ampak mislim, da bi lahko potencialno že izrinil Nikolo Jokića. Dvomim, da bo naslednjo sezono, oziroma ne verjamem, da bi lahko Embida in Antetokounmpa izrinil, nadomestil na prvih 2 mestih. Ampak mislim pa, da Bena Simonsa, Karla Anthony Townsa, tudi Nikola Jokića ne bi dal roko v ogenj, tudi on bo še napredoval, ima še ogromno prostora in tudi časa za napredek, 23 je star, tako da centri, vemo, potrebujejo tudi čas, zorijo dlje časa in tudi on bo še napredoval. Ampak Karl Anthony Towns in Ben Simmons, tudi Karl Anthony Towns je mlad center, ki lahko še napreduje, ampak zaradi tega, ker je recimo v letih še malce bližje Dončiću, lahko primerjamo, potegnemo neke paralele, predvidevanja za naprej, enako pa velja tudi za Bena Simonsa. In mislim, da s tema 2 pa jaz že imam problem in predvsem Simonsom. Mislim, da na tej točki bi še lahko morda razumel recimo Karl Anthony Townsa, ker ti si rekel, je najboljši igralec, Karl Anthony Towns je najboljši igralec Minnesote, Minnesota je tam z Dallasom. Ja, in tudi letos ima takšno statistiko, da ko gledaš, res padeš dol. Kakšne tekme ima, statistika res odlična, sicer uspeh ekipe ni premo sorazmeren njegovemu uspehu. In ima boljšo ekipo kot Dončić. Tako je, ja. Zmag pa ne dosti več. Ne, zmag pa ne dosti več. Ampak kot si rekel, centri se razvijajo malo dlje časa. Luka ima mogoče to prednost, da je kot profesionalec igral že pri 16. Tako da, dajmo reči, da je tam s Townsom vsaj letos. Ne? Z Ben Simmonsom pa, Ben Simmons ima dobro statistiko, je odličen v obrambi, je odličen v tranziciji, ampak ekipa toliko mora delati na okoli njegovih slabosti, torej okoli njegove glavne slabosti, da je že kar smešno, kako zgleda njihov napad včasih. Ne? Tako, kot si dejal, Towns v tej sezoni skoraj 24 točk na tekmo, 12,4 skoka, 3,3 podaje. Statistiko ima boljšo od Luke, to je treba priznati, vendar razlika tukaj, ki jo je potrebno tudi povedati. Luka je tisti, ki si sam ustvarja priložnost za koš, ki vodi igro, ki organizira, zdaj še posebej po teh zadnjih tradih. On mora postaviti igro, organizirati napad, skrbeti za podaje, skrbeti za koše in zdaj skrbeti za skok. On je zdaj tudi najboljši skakalec v bistvu svoje ekipe, predvsem v obrambnem skoku mora biti zelo pozoren, ker zdaj nimajo več praktično nobenega resnega težkega centra pod obročem, tako da ima precej več dolžnosti. In to je tista razlika recimo med centrom in plejem, seveda center je odvisen od pleja. In če gledamo samo recimo tekmo z Minnesoto, ki so jo odigrali, kjer je Luka v Minnesoti premagal Townsa v 1-1, smo videli to, kar zdaj govorim. Luka si je na koncu vzel žogo, prevzel odgovornost, sam ustvaril priložnost za met in tudi sam premagal Minnesoto praktično z individualno igro na koncu. Tega Towns ne more prenesti žoge, organizirati napada in sam vzeti žogo. Nekdo mu more pripraviti priložnost za koš. Res je, ne samo to. Jaz mislim, da ko govorimo o najboljših igralcih, tukaj ni važna samo statistika, ampak mislim, da bi se mogli vprašati, ali je lahko ta igralec najboljši igralec ekipe, ki ne skakuje prvenstvo. In Karl Anthony Towns, če je najboljši igralec ekipe, ki ne skakuje prvenstvo, ne vem, če lahko prav daleč pride. Za razliko mogoče Dončića, ki ga seveda še nismo videli v končnici, upam, da ga bomo naslednje leto, ampak že v Evropi je dokazal,
da je lahko eden najboljših na svoji poziciji, ko se gre za najpomembnejše tekme. In Towns lani v končnici, kot smo videli, tega še ni pokazal. Ja, in jaz recimo pri Townsu, lani ga je pojedel Kapela. Čeprav zadnje dve tekme, roko na srce, da ga ne bomo toliko kritizirali, je odigral kar dobro, ampak prve 3 tekme je res kar zmrznil pod košem proti Kapeli. Ne? Ja, in mislim, tako bom rekel, tudi Townsa jaz ne bi močno ugovarjal, da ga letošnji sezoni dajo na 4. mesto, da bi recimo bil 1 mesto pred Dončićem. Lahko dam argumente, mislim, da sem zdaj povedal, zakaj bi recimo še vedno morda jaz Luko dal, predvsem ko govorimo o potencialu. Towns je nekaj starejši, tudi on je 4. leto že v ligi, tako da ima nekaj več izkušenj. In zato bi morda lahko dal argument tudi za Luko napram Townsu, ampak ne bom pa dal roko v ogenj za Luko napram Townsu na tej točki. Toda, če gremo potem 1 mesto nižje, Ben Simonsu. Slowly I turn. Ja, moram priznati, da mislim, ne da nisem fan Simonsa, njegovega talenta že spet, jaz sem fan vsakega dobrega igralca, dobre košarke, sem pa fan tudi debat o tem, kdo je boljši, oziroma zakaj je nekdo boljši, in vendarle šport je meritokracija. Nekdo je boljši, nekdo je slabši, nekdo zmaga, nekdo zgubi. That's why we all love sports. Ja. Zaradi tega, ker je, dobimo rezultat, dobimo dokončen rezultat. Jaz sem boljši od tega, ker sem te premagal. Tista že siva točka sojenja, ker lahko debatiramo o teh stvarih, ampak sej, vemo, na kaj tukaj ciljam, Ampak recimo Ben Simmons niti ni najboljši igralec v svoji ekipi in tako ti povem, če bi on imel takšen met kot Dončić recimo, bi verjetno bil med prvimi 2 na tej lestvici. Ne? Ja, že spet, če bi moja mama imela jajca. Ampak s tem hočem samo poudariti, kakšen manjko v igri je lahko met pri igralcu, ki ima čisto vse ostalo. Obrambo, hitrost, atletske sposobnosti, pregled nad igro, vse ima, res ima vse, višino, skoke, razen meta. In tukaj je tudi ena točka, ki sem prej, ko sva govorila o Janisu, sem rekel, bi se morda jo sam dotaknil na hitro, igralci brez meta. Namreč, zdaj en bi tukaj tudi rekel, ja pa sej Janis tudi nima meta. Mislim, Janis se za razliko od Simonsa ne boji metati. Janis vrže trojke, meče trojke, njegovi odstotki seveda niso dobri, ampak zadane tudi trojko, včasih tudi recimo ob kakšni pomembni točki in ga ni strah metati. Ni ga strah metati za 3, ni ga strah metati iz pol razdalje. Simons pa preprosto ne meče. Se zgodi recimo, da kdaj vrže tisto zadnji sekundi čez cel igrišče, ko se izteče čas, ampak vemo, to ni tisti met, kjer se boji, da bo airball, vse, kot tukaj mu je vseeno, kako vrže. Ampak ko dobi žogo, recimo za izdelan met, pa je povsem sam, ne bo vrgel, kljub temu, da ni okoli povsem nobenega igralca. In kaj je tukaj zdaj glavni problem? To seveda povsem poruši spacing njihove ekipe. Če je tvoj organizator igralec, ki ne da je slab v metu, on ne meče. Vsi vedo, da ne bo vrgel, če bo ostal sam. Povsem sam lahko ostane, pa ne bo vrgel. Bo še vedno čakal in iskal priložnost za podajo. In tak igralec je pa seveda, če je to tvoj organizator, s takim organizatorjem ne moreš igrati pick and rolla. In zato je recimo Embiidov potencial ni do popolnosti izkoriščen, ni izkoriščen do take mere, kot bi lahko bil, če bi seveda, tako kot si dejal, če bi Simons imel tak met kot Luka, si predstavljaš, koliko prostora bi potem Embiid imel pod košem, pod obročem in kako bi to bi bil brez težav, brez problemov najbolj uspešen pick and roll lige, s tem, da mimogrede Luka kot ball handler, kot žogovodec, če to prevedem v slovenščino, kot organizator, ko gledamo samo pick and roll številke, je najbolj produktiven pick and roll. Points per possession, točke, ki jih doseže na en pick and roll, dosega največ točk na en pick and roll v ligi. Generira, ne dosega. Zdaj, ali Luka, če sam zaključi iz pick and rolla, ali pa če poda. Šteje oboje in njegov pick and roll, s tem, da že spet, poglej si, s kakšnimi igralci igra pick and roll, s kakšnimi on zdaj s Pavlom igra pick and roll in izjemno učinkovito. On lahko iz povprečnega centra naredi, tako bom rekel,
kar nekaj centrov se bo za časa njegove kariere, ko bodo igrali z njim, bodo obogateli na račun tega, da so igrali z Luko Dončićem. Bodo sklenili mastno pogodbo na račun tega, ker bodo igrali z Luko Dončićem, ker jim bo pripravil toliko fantastičnih priložnosti, da bodo te centri imeli tako statistiko, kot nikoli potem v karieri. To me najbolj spominja, veš kdaj, na Steve Nasha in Marcin Gortata. Tako, se spomniš, kako so igrali v Phoenix Sunsi? Ali pa Goran Dragić in Channing Frye. Tudi? Channing Frye ni bil nič posebnega, mislim, zelo dober šuter za 3, da me ne bo kdo narobe razumel, ampak takšne pogodbe, kot si jo potem zaslužil Orlando, ko je šel od Sansa, verjetno ne bi dobil, če ne bi bilo Dragića, ki mu je pripravil toliko priložnosti za met za 3 ali pa iz pol razdalje po pick and pop igri, v kateri sta bila ona dva najboljša v tisti sezoni. To je bila All-NBA sezona Dragića, mislim da. In kot si rekel, Embiidov potencial skupaj s Simonsom ni izkoriščen, kajti Embiid mora igrati skoraj na ravni kakšnega Brook Lopeza, Tako. da lahko sprejme, Ja. da lahko zamaskira Simonsovo slabost. Ne? In Embiid se tudi pritožuje na tem, da mora biti preveč časa na trojki. Predstavljaj si, ti imaš Mrcino, Mrgo, Orjaka, Embiid je 7'2", I think, 7 feet 2 inches, kar je koliko, 216, 217, nekaj takega je visok, izjemno močan, praktično nezaustavljiva sila pod Izjemno obročem. gibljiv. Ne? Izjemno gibljiv. In predstavljaj si, da imaš tazga roll centra in da imaš ti potem tazga playa, da bi tak roll center imel takega playa, takega organizatorja kot je Dončić, kjer seveda ne moreš nič. Mislim, oba dva, in Dončić in Embiid, jih moraš Dončića podvajati na zunanjem položaju, Embiida podvajati pod košem. Zdaj moraš izbrati, kdo te bo ubil, ali te bo Dončić ali te bo Embiid. In zaradi tega je seveda zame Simons preprosto ne more biti pred Dončićem. Ko ima igralec tako napako, tako luknjo v svoji igri, je to v moderni košarki ali pa v košarki nasploh. Mnogi bodo zdaj rekli, kaj pa Magic Johnson, tudi ni imel meta. Ni se bal metati, to je to. Zaradi tega sem tudi omenil Janisa Antetokounmpa, on se ne boji metati. Čeprav bo zanimivo videti pri Janisu, komaj čakam, in tudi za Simonsa, to je tisto, kar pa želim, kako bosta igrala na svetovnem prvenstvu, kako bi igrala na Eurobasketu. No, Simons ne bo nikoli igral na Eurobasketu, kjer je konkurenca še hujša kot na svetovnem prvenstvu, zaradi seveda bolj kvalitetnih evropskih ekip, kjer imamo seveda, nimamo obrambnih 3 sekund, kjer lahko centri celoten napad, vsi visoki igralci pod obročem Kampirajo, ne? kampirajo, tako. Kako boste igrala, ker vemo, kje je Janis najmočnejši, vemo, kje je Simons najmočnejši. Rekel sem, Janis se ne boji metati, ampak Janis te ne bo premagal z metom. Janis te bo premagal izpod koša, kjer on dosega največ točk po Shaquilu O'Nealu. Torej, v zadnjih 20 letih ni noben dosegel toliko točk iz neposredne bližine obroča kot Janis, letos le Shaquille O'Neal je točko ali 2 več. Tako da lahko vidiš, kako dominanten, oziroma ne točko ali 2, tisti najboljši sezoni skoraj 10 točk več, ampak vemo, kdo je bil Shaquille O'Neal, vemo tudi, kdo je Janis. Letos pa vsi ostali dosegajo vsaj 5 točk manj iz neposredne. Tudi najbolj dominantni centri, in to je že kar konkretna razlika. Tako da lahko vidiš, kako dominanten je Janis pod obročem, in bo zanimivo videti in Janis in Simons, kako boste igrali na svetovnem prvenstvu, kjer bodo vsi vedeli, samo kampiramo, damo 3. In tudi Janis in Simons v FIBA košarki s 3 mrgami pod obročem, ki te bojo usekale, preden ti bojo dovolile koš. Bo zanimivo videti, no? Kako bojo igrali, ker takega prostora, toliko prostora za to 1-na-1 igro pod obročem ne bodo imeli. In še pred svetovnim prvenstvom bo zanimivo, kako bodo igrali v končnici. Kajti, kot se spomniš lani, je Boston odlično nevtraliziral Filadelfijo ravno s tem, da je pustil prostor Simonsu in zaprl prostor pod košem, in verjetno bo podobno naredil proti Janisu, sicer tam je malo več grožen za 3 kot od Filadelfije, ampak zanimivo bo videti proti najboljšim obrambam Toronto, Boston, kako se bodo pripravili na igralce, na glavne igralce, kot so Simons in Janis, ki nimajo meta. Simons je lansko sezono, vemo, proti Bostonu, ena tekma so ga držali na eni sami točki. Na eni točki, mislim, da tako, in zaradi tega, ker je seveda Horford pametno
mu je dal prostor, mu je dal več kot dovolj prostora, se umaknil od njega in ga bolj agresivno pokril, ko se je približal recimo tam na 2-3 metre od obroča. In ne samo Horford, tudi Morris, imeli so dobro rotacijo visokih, močnih igralcev, ki so igrali pametno timsko obrambo, tudi v NBA, kjer pa seveda so te 3 obrambne sekunde, 3 defensive seconds in so ga odlično neutralizirali in to je odlična poanta. Tudi playoff je že malce bolj bliže tej košarki iz FIBA in bo zanimivo videti. Tudi Giannis, recimo, Milwaukee je lansko leto, vemo, kaj je LeBron naredil. Našeškal jih je. Sicer Giannis dal svoje točke, ampak ni bil tako nevaren, vse tekme so bile odločene, relativno zanesljivo se bo 4-0, no, mislim. Ja, pa se spomniš tudi Budenholzer, ki je zdaj trener Giannisa, je imel odličen rezultat v redni sezoni z Atlanto, ki je tudi imela veliko šuterjev, v končnici je pa kar pogrel. Jaz ne bom rekel, da se bo enako zgodilo z Giannisom in Milwaukee Bucksi, ampak nek vzorec je tukaj že videti. Giannis je boljši igralec od Simonsa, je bolj izdelan igralec, ima tudi nekaj meta, odlično podaja, ima tudi odličen pregled, tudi zaradi tega je Giannis tako dober in tista razlika je, da vendarle si upa vršiti in tudi včasih kaj zadane. Odstotki niso dobri, že spet sem dejal, ne bo te premagal iz zunanjih položajev in zato je Budenholzer in Milwaukee letos tako uspešen, ker so Giannisa obkrožili strelci. Giannis ima centra, ki meče samo trojke. Enako, ne enako, ampak to je pa problem pri Filadelfiji, ker Embida silijo na trojko, zaradi tega, ker, ampak Embiid pa seveda ni Lopez, tako ni tak šuter kot Lopez in zaradi tega nezadovoljen, ker so njegovi procenti tudi nižji. Embiid meče 29% za 3 točke letos. Ja, in ga ne morejo tako dobro izkoristiti za zmagati kakšno tekmo več. In če gremo nazaj k lestvici, po Luki Dončiću imamo še Mitchella, Tatuma, De'Aaron Foxa in Devin Bookerja. Na 11. mestu pa že bodočega oziroma trenutnega soigralca Porzingisa, ne, od Dončića. Ja, in tukaj tudi jaz več ali manj se strinjam, morda bi bila lahko debata, recimo Mitchell, Tatum ali je Tatum pred Mitchellom, De'Aaron Fox letos odlično vodi Sacramento Kingse, ampak že spet tukaj, ko gledam recimo igro Sacramento Kingsov, so res odlično sestavili svojo ekipo. Odlično kemijo imajo znotraj ekipe, odlično se fantje ujamejo in na račun te kemije mislim, da so tudi oni dobili par zmag več. Fox nima boljše sezone od Dončića letos recimo. Nima boljše sezone, na 9. mestu je. Ima recimo morda malce boljšo sezono od Jasona Tatuma, nima pa boljše sezone od Mitchella. Tukaj so redke debate, ti si dejal Devin Booker, potem tudi na 10. mestu, njega bi jaz verjetno tudi dal nižje, preprosto zaradi tega, ker v 4, 5 ali je 5, četrto leto. To je njegova zadnja rookie sezona. Tako, vendar ni niti približno še v nobeni sezoni pokazal, da je igralec, ki lahko naredi razliko. Dokazal je, da je igralec, ki lahko napolni statistiko, ki lahko dosega koše. Ja, ni pa igralec, ki lahko naredi razliko. In mnogi potem reče, ja pa pogledajte, kakšno ekipo je imel. Pa ne gledajmo zdaj letos, kakšno ekipo je imel. Imel je tudi, ko je začenjal sezono z Erikom Bledsojem, zdaj iz Milwaukeeja, Morrisom, ki je zadnje leta igral odlično v Washingtonu, tudi v končnici. Želim povedati, imel je igralce, ki so imeli recimo, drugače povedano, že spet imel je boljše, objektivno gledano, boljše postaje kot letos, recimo Luka Dončić, pa je Luka Dončić več naredil. Mislim, da tukaj ni nobenega dvoma, tisto, kar se lepo vidi, je, da Luka je tisti igralec, ki dela razliko. Recimo, letos ima Booker tam 8 podaj na tekmo, blizu 8 podaj, ampak ko gledaš seveda, že spet to je tista razlika, kako Booker podaja. On zbere 8 podaj, zato ker ima žogo ves čas pri sebi. In recimo ogromno napadov je tisto, ko ne ve, kaj bi žogo, zadnjo sekundo more podati in potem v zadnji sekundi podaja enemu šuterju in on more vršiti. In ker če to narediš 30krat na tekmo, pa tudi če v tisti zadnji sekundi 7-8 metrov bo že zbral. Pa že svet, da me ne bo kdo narobe razumel, on ne naredi tega 30krat na tekmo. Ampak dovolj pogosto in dovolj velik usage rate ima, ko gledaš recimo njegove podajanje v pick and rollu, iskanje prostih strelcev, nima on pregleda za organizatorja. Nima recimo niti približno tako dobrega pregleda kot kakšen Harden, s katerim ga recimo občasno radi primenjajo recimo strelec, šuter, skorer, ki pa lahko tudi nekaj malega organizira.
nekaj malega, ja, ampak eden izmed velikih razlogov, da je Feniks tam, kjer je tudi to, da nimajo nobenega organizatorja, da mora Kokoškov že celo sezono, trener, ki vedno svojo igro bazira na enem dobrem pass first organizatorju, vsaj pogosto je tako delal lani, tudi v Utahu vemo, je odlično spremenil, dodelal igro Rubija, ki leto slabše igra brez njega. Rubio je ravno Kokoškovu dal kredit oziroma javno povedal, da je Kokoškov trener mu dal zasluge za njegov napredek lani. In ja, če bi Rubio od začetka svoje kariere namesto Minnesoti igral za enega takšnega trenerja kot Kokoškov, bi mogoče zdaj bil dosti boljši igralec tudi. In če bi Rubio letos bil v Feniksu, bi Feniks imel 6, 7, 8, bi Feniks morda bil tam nekje, kjer je recimo zdaj Dallas. Definitivno bi imeli, morda recimo 10 zmag več bi si predstavljal, to je tam 21, 22 zmag, morda ne ravno tam, kjer je Dallas, ampak bi bili precej više. Ampak vse tam, kjer je Atlanta. Ne? In Rubio, mimogrede, Rubio recimo ni top 10 organizator, ni nekje na robu 15-terice, 16-terice, zagotovo med prvih 20, ampak hočem reči, da ni on nek top of the top, ne sodi med najboljše organizatorje NBA lige, ne sodi niti med 10 najboljših organizatorjev NBA lige, ampak želim povedati, če bi imel enega povprečnega organizatorja za NBA ligo, bi Kokoškov imel že precej zmag več in zdaj, potem bi seveda nekdo rekel, ja no ok, no potem pa tudi bi imel več zmag Booker in zakaj ga potem njemu daješ? Zaradi tega, ker že spet ne vidim Bookerja kot igralca, ki bi ustvaril dodatno vrednost. Booker je zame igralec, ki bo na vrhuncu kariere idealno, recimo tretja opcija v eni šampionski ekipi oziroma championship level ekipi, contenderju, ekipi, ki se recimo lahko bori za nekaj več, ki se lahko recimo bori za vrh konference in morda za mesto v velikem finalu. V taki ekipi je, mislim, da Booker v najboljšem primeru, če se bo še izboljšal, tretja opcija, torej tretji igralec. In mislim, da bi bil v taki meri idealen, kot recimo Klay Thompson. S tem, da on ni tako dober kot Klay Thompson. Ampak to je vloga, v kateri jaz recimo vidim Bookerja. Klay Thompson je neprimerno boljši v obrambi. Je pa recimo nekaj slabši v igri žogo Klay Thompson kot Booker. Tako da so te give and take razlike, ampak nekje mislim, da idealno, če gre vse prav, bo približno tako dober igralec Booker kot Klay Thompson. Ne bo imel tako dobre obrambe, bo pa malce boljše igral žogo, ampak tam. No, že tudi to, da se ga primerja s takšnim igralcem kot je Klay Thompson, je to kar v redu za njega, ne? Ja, ne dvomno, ampak ni pa to prvi igralec franšize, okoli katerega ti gradiš svojo franšizo, okoli katerega ti gradiš svoj klub. Tako da to je tisti problem. V Feniksu pa seveda mislijo, da je, ampak mislim, da so zdaj te tekme zadnja leta pokazale, tudi letošnja. Konec koncev, ko gledaš te napredne statistike, številke, igra Feniks bolje, ko ni Bookerja na parketu. On-off številke, ko je Booker v igri, ko je Booker na parketu, govorijo v prid tega, da Feniks igra bolje, ko ni Bookerja. Žoga lepše kroži, bolje se razigrajo igralci, ker seveda, ko je Booker v igri, je on tisti Dončić, okoli katerega celotna igra poteka, ampak Booker v celi sezoni nima ene take predstave, kakor jo je Dončić imel recimo proti Houston Rocketsom, kakor jo je imel zdaj proti Portlandu, par tekem nazaj, kakor jo je imel že doskrat v tej sezoni. Igralec, ki naredi razliko. To Dončić je in to zame Booker ni. Ampak, ja, dober igralec pa nedvomno. Potem ti si omenil Kristopsa Porzingisa na 11. mestu že. Ja, verjetno bi bil više, če bi bil zdrav in verjetno bo više, če bo zdrav naslednjo sezono, če se bo vrnil na tisti nivo, na katerem je bil. Se vemo, v isti sezoni je prišel v ligo kot Karl Anthony Towns. Za njiju so pravzaprav skovali tisti izraz unicorn, samorog. Igralci, ki so tako unikatni kot recimo te mitološki samorogi. In zaradi tega, ker sta igralca, ki sta pač z višino in ki počneta stvari, ki jih igralci s tako višino ponavadi ne počnejo. Še posebej Porzingis. Durant je pravzaprav bil tisti, Kevin Durant, ki je prvi uporabil izraz Porzingis is like a unicorn. Zaradi tega nekateri tudi razmišljajo, da letos, ko bo imel Dallas tisti prostor za eno maksimalno pogodbo, da bi morda Durant prišel tja. Nekaj zanimivih izjav je Durant tudi dal med All-Starom na to temo. Ampak to so bolj pobožne želje in sploh ni realno. Mislim, da ni nobene realne opcije, da bi se kaj takega zgodilo. Ampak bomo videli, pri Porzingisu je seveda predvsem zdravje tisti faktor, tista neznanka.
In če gremo naprej še od Porzinkisa, ki je na 11. mestu, najdemo pod njim igralce, kot so Pascal Siakam iz Toronta, D'Angelo Russell, Lauri Markkanen, Clint Capela, Jaren Jackson Jr., Jamal Murray, DeAndre Ayton, John Collins in Jusuf Nurkić, ki zaključujete 20-terico. Tako, in kot so dejala, John Collins, soigralec Treja Younga, mimogrede je na tem seznamu, medtem ko Trej ni še en dokaz, da vendarle Trej ni najboljši igralec slabše ekipe kot Dončić, tako da se ne bo vrnila na staro topiko. Ampak tukaj, ja, zdaj verjetno bi kvečem lahko debatirali, če bi recimo Pascal Siakam bil za D'Angelom Russellom, za Laurijem Markkanenom ali kakšno mesto nazaj, mesto naprej, ampak dosti razlike, vsaj jaz se več ali manj strinjam. Morda bi Johna Collinsa dal bi ga pred DeAndreja Aytona, dal bi ga tudi pred Jarena Jacksona, to sta dva letošnja rukija že spet, ki oba dva igrata, o njih nisva veliko govorila v tem podcastu, zaradi tega, ker sta preprosto izpadla že iz te bitke za rukija leta, ampak smo pa omenili, prvih 5 imena smo omenili, vsi te imajo All-Star, imajo All-NBA potencial, imajo morda nekoč, če bo še šlo po načrtih, če se bodo razvijali odlično, Hall of Fame, hiša slavnih potencial po zaključku kariere, ampak v tem trenutku niso boljši od Johna Collinsa, tako da Johna Collinsa bi jaz tam nekje s Clinton Capelo, no? Dal Clint Capela je boljši v obrambi, boljši role igralec za enkrat, če ne bi ga dal pred, ampak bi ga pa dal, recimo kot sem dejal, pred Jarena Jacksona, pred DeAndreja Aytona. Zanimivo je, da je Jusuf Nurkić na 20. mestu, čeprav zasluženo glede na to, kako igra v Portlandu. Jaz pogosto razmišljam, ja, mislim seveda tudi Jokić, ampak tazga Nurkića, da bi mi v reprezentanci imeli, da bi imel, ker Nurkić je tak role center, močan, visok, zna se postaviti za evropsko košarko, to želim povedati. Se mi zdi morda v nekem pogledu, mislim, se mi zdi tak idealen center za Dončića. No. Mislim, ne idealen za NBA ligo, ampak idealen za reprezentanco. Ima soliden met iz porozdalje, dobre obrambi, ima nekaj pregleda nad igro, sigurno več, kot smo si predstavljali takrat, ko je bil traden v Portland. Jaz bi tukaj samo še omenil, da se mi zdi Pascal Siakam, ki je v Toronto Raptorsih zame trenutno drugi najboljši igralec, mogoče še malo prenesko na te lestvici. To bi tudi lahko, ja, jaz sem sicer rekel morda kakšno mesto gor, D'Angelo Russell, igral odlično v Brooklynu, a veš, mislim tudi, ne moreš reči, je bil All-Star, a veš, tako da, a veš, da... Ampak biti najboljši igralec ekipe, ali pa biti najpomembnejši igralec za svojo ekipo, ne, kot je recimo debata pri Curryju in Durantu tudi, je razlika. In jaz mislim, da bo Pascal Siakam v končnici vsem pokazal, da zna biti eden najboljših igralcev trenutne generacije mladih igralcev. Odličen igralec in o njemu bomo verjetno še veliko govorili. Ime, ki ga verjetno mnogo tistih manj podrobnih spremljalcev NBA lige, ki morda tudi ne gledajo redno Toronta, ne pozna tako dobro, ampak igralec, o katerem bomo še veliko slišali letos, je eden izmed glavnih konkurentov za naslov igralca, za naziv igralca, ki je najbolj napredoval v tej sezoni, za nagrado Most Improved Player of the Year. In mislim, da jo zna celo osvojiti, če bo Toronto še naprej tako igral. Tako, Marko, zdaj ne vem, lahko bi seveda govorila še ogromno, lahko bi še debatirala, ampak kar dolga so bila. Ja, pa deva rajši prišparati naslednje debate za bolj pogoste podcaste, ne? Tako, ja, to bi bilo vsekakor dobro, ker se toliko časa seveda, preprosto časa ni, da bi se našli, dobili bolj pogosto in potem, ko najdemo čas, najprej govoriva 2-3 ure, potem pa še 2-3 ure snima. Tako da tudi z Blažem enako ponavadi in bomo poskušali biti bolj redni. Vsekakor sem že povedal, z Blažem so že posnela podcast na temo reprezentance, kako lahko gradimo okoli Luke, tudi o tem sva govorila seveda, kako bodo izgledale naslednje kvalifikacije in potarnala in pokritizirala pretekle kvalifikacije, pogledala, kje so bile napake, ne samo seveda FIBE s temi famoznimi kvalifikacijskimi okni, ki so najbolj kaznovala, prizadela ravno male reprezentacije, ampak predvsem sva se ozrla na tisto, kje smo mi, naša zveza in trener, selektor, storili neke napake, ki bi jih lahko naslednjih kvalifikacijah, ki bodo potekale po istem ključu, popravili. Tako da, ja, Marko, najlepša hvala še enkrat, da si vzel čas in upam, da kmalu lahko spet si najdeva čas, vzameva čas in
tem je ostalo večkrat dovolj za predebatirati. Anada. Tudi tebi hvala, da si mi gostil na tem podkastu. Jaz upam, da nisem bila predolga. Lepo pozdravljam vse poslušalce in se slišimo naslednjič. Enako živa. Adijo.